Prosim za vaše vprašanje. Dejmo Sarpič, govorili ste o financah v stranki, pa me zanima, bi vaša stranka sprejela finančno podporo od tako imenovanih tajkunov in njihovih podjetij? Mi bomo obrnili se na slovenska podjetja in v teh dopisih bomo zelo jasno in javno, ti dopisi bodo objavljeni na naši spletni strani, povedali, kaj so cilji naše stranke, kaj želimo doseči, zakaj smo, bom rekel, na političnem prizorišču, česa se lahko od našega delovanja nadejajo in to bo vse. Če bo katerokoli podjetje v Sloveniji se odločilo, da sponzorira to, kar bo napisano, pri čemer bo popolnoma jasno, da je z naše strani v igri samo to, kar je napisano, nič drugega, potem bomo ne imeli nobenih zadržkov do tega, da takšno podporo dobronamerno sprejmemo. Kolikor bi imel kdo kakšne druge ideje, bo seveda naletel na zaprta vrata. Mi se v teh dneh, tednih pravzaprav soočamo z situacijo v stranki zares, ko si nas želijo privoščiti tako z leve kot z desne. In verjemite, da je to zato, ker nismo na prodaj. Ne enim, ne drugim, nikomor in ker smo motna v sistemu, kjer se zdi, da se zdaj lahko zmeniš z enim, zdaj z drugim, zdaj s tretjim. In temu bomo ostali zvesti in jasno tudi zdaj povem, da glede tega ne bo nobenega odmika. Se pravi, če sem vas prav razumel, Pivovarna Laško, Istrabenz, SCT, Merkur so podjetja, od katerih bi vi sprejeli prispevke in to je to. Ne vem, v čem vidite problem. Jaz ne, jaz sprašujem vas. Jaz sem odgovoril, da ne vidim nobenega problema na način, kot sem to povedal, in verjamem, da se bodo vse stranke obrnile na vsa podjetja in vsa podjetja se bo odločila na podlagi tega, česa se lahko od katere stranke nadejajo. Jaz nisem prepričan, da bomo med našimi donatorji veliko podjetij, ki jih omenjate. Če bi lahko še glede vprašalnika, 7. vprašanje je, kaj je po vašem mnenju danes naš največji problem in kako ga rešiti? Če se izkaže, da bo tukaj največ odgovorov tajkuni in prevzemi in tako naprej, bogatenje, kaj boste naredili do tega? Na to dobite odgovor na strani 2, proti razkroju. To je nekaj predlogov, nekaj so jih naši poslanke podali tudi v Državnem zboru na torkovi seji, kako bi bilo potrebno, da se država ekipira, kako je potrebno nadzorne institucije spraviti v situacijo, da njihovi vodje ne bodo hodili na obvezna navodila v poslanske skupine vladajočih strank, da bodo smeli delati svoj posel in da bodo morali delati svoj posel. Tako da o tem ni nobene dileme. Ste vi v primeru zmage vaše stranke, relativne zmage na volitvah, kandidat za mandatarja stranke zares? Ja. Najavljate mandatarstvo? Ne. Odgovarjam samo na vaše vprašanje. Očitno bi... Najavljam samo, bom rekel, resno tekmo na vsebinskih vprašanjih. Ob vsebinskih vprašanjih, da mi ne bojo slovisti zagrabili. Rezerve ni v zaresu glede mandatarstva? Rezerve glede mandatarstva? Morda se zdaj javlja kakšna mandatarska kandidatka, ne vem. Kakorkoli, pogledajte, pred nami je težka tekma, kjer bo treba vzdržati na liniji, ki sem jo govoril, in kjer bomo na koncu pošteno prepuščeni presoji ljudi. Če bo ta presoja takšna, da bo nam namedila podporo, ki bi narekovala korake, v katerih sprašujete, potem bomo v tem v stranki upravili resno razpravo. Mi bomo imeli še eno konvencijo vseh članic in članov kmalu po volitvah. To je obvezno po našem statutu, tam bomo glasovali o zaupnici predsedniku, vsako leto se glasuje pri nas o zaupnici predsedniku, tam se bodo sprejemali tudi te ključne odločitve, povezane s koalicijami, povezane z vprašanji, ki jih tu hipotetično naslavljate. In najboljši se bo znašel v tej vlogi, če bi ta hipotetična situacija se uresničila,
Jaz bi se v takih situaciji verjetno potegoval za to. Ni pa nujno, da bi stranka se tako tudi odločila in jaz bi z veseljem sprejel tudi odločitev, če bi bila drugačna. No, to me je zanimalo zaradi tega, ker me zanima, kakšna je rezerva v zaresu Janez Potočnik. Janez Potočnik ni rezerva. Vete, on je rekel, igralec, ki preživi na igrišču 90 minut plus podaljške. In kot vidite, v Evropski uniji na tej zelenici je eden bolj aktivnih in rekel, suverenih evropskih komisarjev, ki je v celoti predan svojemu komisarstvu, ne pa svoji politični karieri ali interesom posameznih lobijev. In mislim, da je on najboljši izgled tega, da je Slovenija Evropsko unijo vzela za res. Da je vzela kot institucijo, ki pripada in da je ta pripadnost vzajemna, ne kot institucijo, ki je nekaj zunanjega, ki je nek ovinek, do česarkoli že. In jaz zelo spoštujem njegovo odločitev, da bo, ki jo je večkrat že javno potrdil, svojo funkcijo komisarja opravil do konca. Takšna so pričakovanja, ne samo v Sloveniji, rekel še veliko bolj verjetno v državah, članicah Evropske unije, kjer je spoštovan evropski komisar in cenjen in priznanja, ki jih dobiva v zvezi s tem, so to potrjujejo. Verjetno je celo več ljudi v Sloveniji, ki bi si želeli, da se vrne kot v Evropi, da odide. In verjamem, da stranka zmore nalogo, ki je pred njo v naslednjih mesecih in tudi po volitvah z ljudmi, ki so tukaj in ki so pripravljeni se to angažirati. In se nam zdi, da bi bilo zelo kratkovidno pravzaprav tukaj kogarkoli v takšnem položaju cukati za rokav. Gospod Potočnik bo jutri sodeloval na tej okrogli mizi ali na kakršenkoli način sodeluje pri oblikovanju programa? Naš program je zdaj nastajal znotraj stranke, znotraj programskih odborov, tudi posameznih zunanjih strokovnjakov, ki so se vključili, nevladnih organizacij, ki jih je zanimalo, kaj snujemo in so želeli, rekel, svoje mnenje v to na nek način vključiti, na nek kritičen način, tako da s tem dokumentom še ni seznanjen. Seznanjen z našimi razmisleki, z našo zastavitvijo, ki je na koncu koncev kljub relativno, bom rekel, slabi pokritosti stranke zares, kot je določene javnomnenjske raziskave po posameznih medijih nakazujejo, vendar je uspela prebiti se v javnost. Tako da, če bo utegnil, ko bo ta naš program na konvenciji 14. v obliki predloga sprejet, bo njegovo mnenje dobrodošlo. Nisem z njim še o tem govoril, bomo pa poslali na vrsto naslovov raznih strokovnjakov, ljudi, katerih mnenje cenimo, ta program in vsako mnenje bo dobrodošlo. Torej ga boste pocukali za rokav? To ne. Glede programa? Mi bomo razposlali to okolj splošno, da če ti ljudje, ki so vsi zelo zasedeni, utegnejo, zmorejo, bodo njihove pripombe dobrodošle. Jaz verjamem, glede na to, da si je vzel čas za udeležbo na naši okrogli mizi, da bo preko poletja imel priložnost tudi morda sugerirati kakšno dopolnitev, spremembo ali pa zamenjavo prioritet v programu, ki sicer v veliki meri stavi na področje, ki je fokus njegove siceršnje dejavnosti.